Tokrat smo obiskali edini slovenski morski park. Spremljamo Jackie na poti, da postane odlična jahalna kobila. Predstavljamo pse iz mariborskega zavetišča, ki potrebujejo izkušene lastnike. Današnjo oddajo pričenjamo na slovenski obali. V naravnem rezervatu Strunjan lahko opazujemo preplet različnih življenjskih okolij. Najbolj opazne prebivalke pa so ptice. Krajinski park Strunjan kot zavarovano območje obstaja že 20 let. To je edini slovenski morski park. Obsega pa celoten Strunjanski polotok, vključno z 200-metrskim pasom morja, notranjim delom Strunjanskega zaliva, strunjanskimi solinami in z laguno Stjužo. V naš park ljudje pridejo predvsem zato, da uživajo v morju in to, kar spada k morju. Torej vse, kar je odvisno od morja. In skratka, ptice, ki so vezane na morje, so naša značilnost. Ob našem obisku smo lahko občudovali vranjeke. Vranjek je, že samo ime pove, je črn ptič. Ne? Ko je dorasel, je črn, popolnoma črn in bleščečega perja. Ko je mlajši, je malo sivkast. Gre za srednje veliko ptico in je značilno za to ptico je, da se prehranjuje v morju in biva v bistvu na teh plavajočih objektih v morju, kot so recimo tle naše boje za školjčišča. Tukaj jih strnjeno srečujemo veliko in so tukaj praktično celo leto. Čeprav tudi tukaj ne gnezdijo. Ne? Tukaj so čez celo leto in se tukaj prehranjujejo. Njihova večina naših vranjekov se je zvalilo ali na Brionih oziroma v Rovinju in grejo pa tudi v Tirensko oziroma tudi na italijansko stran se selijo kasneje. Skratka, vranjek je med drugim tudi analiza oziroma preučevanje te vrste, je tudi predmet enega večjega live projekta, ki smo ga skupaj dobili tako z DOPS-om kot z Ministrstvom za okolje kot z našim zavodom. Ob sodelovanju Luke Koper pa financira tako občina Koper, občina Izola kot občina Piran. In gre za ta projekt Sea Marine Life Plus, ki bo celovito analiziral pojavljanje tega ptica in razlog, zakaj se tle ustavlja, kakšne so značilnosti, ki mu ustrezajo, predvsem pa tudi, kako vpliva na človeka. Po sedanjih analizah je videti, da vranjek ni konkurenčen našim ribičem, ker se prehranjuje s ribami manjšimi in tistimi, ki so pri dnu. Tako so italijanske analize pokazale. Kaj pa konkretno za naše ribiče to pomeni, to bomo pa videli kot rezultat tega projekta. Število vranjekov se nekako povečuje, ne vejo še poznavalci, zakaj natančno do tega prihaja in eden od rezultatov tega projekta naj bi bilo tudi ugotoviti, ali so se prilagodili na neke nove razmere in ali je situacija zdaj drugačna in ugodnejša za vranjeke. Se pa meša vranjeke in kormorane večkrat. Kormorani so recimo večji ptiči, malo bolj gosi podobni, drugače pa tudi tako črni kot vranjeki in se pojavljajo zdaj v zimskih časih tudi na istih območjih kot vranjeki, s tem, da so kormorani druge vrste rib lovijo in so bistveno bolj posegajo tudi v interese ribičev, in ribogojcev. V Krajinskem parku Strunjan so območje Nature letos razširili tudi na morski del parka. Razlog je zaščita kolonije črnoglavih galebov, ki tukaj postanejo na poti v Tirensko morje. Žal so odleteli že pred našim obiskom. Širitev zaščitenega območja pa gotovo pozitivno vpliva tudi na številčnost ostalih ptic. Mi predvsem želimo narediti območje bolj prijazno pticam v smislu zaščite pred hrupom in motnjami. Zato je naš cilj,
da bi recimo celotno to stjužo oziroma to laguno zasadili z avtohtonim grmičevjem in samo na parih mestih naredili pa posebej za ta namen opazovalnice. Namen je zapreti zato, da lahko odkriješ, ne? Zapreš in s tem zaščitiš habitat ptic in hkrati, ko jih bo ptic več, bo zadeva tudi zanimivejša za opazovanje ljudi. Tako da v našem parku, ki je zelo poseljen in tudi obiskan, je ravno iskati ta kompromis med nečem, da ljudje še vedno jih zanima in lahko občudujejo naravo, hkrati pa damo primarno naravi možnost, da se tukaj varuje in da je tukaj doma. V parkih nasploh, to je po mojem prepričanju, narava pride prva, mi ostali smo njeni gostje. V eni izmed prejšnjih oddaj smo spoznali kobilo Jackie. Poznavalec konj in njihovega vedenja Boris Sušec se je seznanil z njenim vedenjem in ravnanjem njenega lastnika Aleša Vernika. Pomagal jima bo, da se bosta skupaj lahko odpravila na ježo. V današnji oddaji bomo videli, kako pridobiti zaupanje konja in tako izboljšati medsebojno komunikacijo. Miški hoče imeti blizu usto, ne? Kaj imaš sploh v roke, le? Kaj je pri plastiki najbolj hecno je to, da imamo te plastike vse posod, pa ki hočeš. Ne? Za konja je pa najbolj grozno, ne? Zato ker miga, šumi, vse dela naenkrat, ne? Pol še veter piha, začne listje se sem pa tja mal, ne? Je ena taka približna situacija. Lahko jo pa ti tle kontroliraš. Ne? Na konja dejansko naučiš, le, nič ni narobe, se ti ne bo zgodilo. Le. Zaupi mi. Mene zelo zanima, kaj on sam naredi, kak je njegov stil, kaj dela, ker bom pol vedel, da bo tudi podobne stvari delal, ko bom v sedlu. Jaz lahko na tleh vidim, a se bo konj metal na hrbet, na primer. Ne rabim ga iti jahat. Če to naredi na tleh, bo tudi z mano v sedlu naredil. Lahko sam vidiš, da sem trda ratala. Ne? Sam čaka, kdaj bo tisto, ko več ne bo zdržala, pa samo odpeketa. Ne? In če takrat neha, si jo glih naučil, le, ko boš tekle zmrznala, pa ko boš tekle trda, je v redu, ne, bom jaz nehal, ne, v resnici si jo pa sam pripravil, lej, bod pripravljena, da bo vse šlo narobe, ne. Pa proti njeni riti pa trupo, ne kobile, ne člata z vrečko. Še bolj hiter deli, da najdemo mejo, da bo eksplodiralo, daj. Pa proti riti. Pa jo po božji, pa pohval. Nič ne rabiš govoriti. Jaz nočem, da se ona boji mojih gibov. Jaz bi rada hočem najti tisto mejo, kako ona zdrži. Ne? Dokler mora ona hoditi, pa se mi umikati, ni v redu. Ne? Zato, ker vem, da jo to pol moti, ne? Če jaz hodim. Zdaj se navadi, da te nekaj drži za noge, pa da lahko vseeno se premikaš, le, nič ni narobe, ne. Ne se bati za zadnje noge, ne. Če prehite roko stegneš k njej, le, cvikne. Vsako jo bom sam pobožil. Le, koliko bom mogel narediti, da bo
dala mir. Ne? Pa vidiš, da nič ni. Ne se bati tega. Če vidiš, da imaš problem, ga začni reševati takoj. Ne, tole iščem, da se sprostiš, da se umiriš na levi in na desni strani. Kar si naredil na levi strani, ne velja za desno stran nič. Kako si kaj tukaj, draga moja? Ko sem lahko višji od tebe. Ušesi. Če se boji za ušesa, ji daš za vsako glavko težko gor, uzdo ji daš težko gor, vse ji daš težko gor. Ne to glavo k meni. Kolikrat te bom mogel dotakniti se, da boš začela spet hoditi. Če si bil prej pozoren, ti je bilo to, da je ona letala skozi okrog tebe. Jaz sem bil pa dokaj bolj grob do nje, pa še vedno hodi. Zato ker ve, da tretji se bom dotaknil in ti več ne bo fajn. Ma pa na izbiro, lahko greš ali pa stojiš. Če bo stala, ti bom pokazal, da to ni prav. Vidiš, da je veliko bolj sproščena zdaj, glava je dol, vse je, pa počasi lahko gre. Hvala lepa, ko si počakala, ker zdaj imam pa jaz delo. Začnem pa na malem krogu, zato da lahko hitro popravljam, če bo kaj narobe. Ker če imam konja daleč stran, si jaz ne morem čisto nič pomagati. Ko bomo videli, da je odziv konja, da so odgovori na tiste zahteve, ko jih imaš ti pač do nje, oziroma da kar želiš od nje videti, da je vse, bom rekel ja, pa mogoče ne bi danes ali pa bi jutri to naredila. Ko bo vse z ja odgovorjeno, lahko gremo pol v sedlo, pa ponoviš vaje tudi v sedlu lahko, za boljšo komunikacijo med tabo in konjem. Delo s konjem zahteva veliko mero potrpežljivosti in koncentracije, saj konj vedno začuti, če z mislimi nismo z njim. V prihodnji oddaji bo Jackie spoznala sedlo. Kobilarna Lipica je zibelka vseh lipicanskih konj na svetu. Danes je eden najlepših kulturno-zgodovinskih spomenikov v Sloveniji. Njena bogata zgodovina pa sega v daljnje leto 1580. Novi časi pa zahtevajo nove strategije. Moja vizija gre na zaščiti teh plemenitih živali, to je prva zadeva. Želimo tudi malo bolj jasno definirati in nekako racionalizirati tudi število predstav, ki vseeno v času sezone jih je kar veliko. In so živali na koncu koncev tudi, torej proti koncu sezone kar precej izmučene, imamo kar nekaj poškodb, ki nas potem omejujejo pri izvajanju teh predstav, tako da smo res velik poudarek bomo zdaj dali na tem, da se bodo konji čim bolje počutili. Tudi jaz osebno imam konje, tako da je nekako primarna skrb ta. Sami poudarjajo, da bodo morali spremeniti kadrovsko politiko. V sami kobilarni namreč nimajo zaposlenih dovolj ljudi. Na področju oskrbe in nege konj smo zelo šibki, tudi na področju jahanja, zlasti struktura našega kadra ni taka, kot bi si želeli, in te probleme že nekaj časa poskušamo reševati, vendar, kot že rečeno, razmere pa nikakor niso ugodne. Tako da si bomo seveda prizadevali ohranjati ta nivo oskrbe nege in pa treninga konj, ki smo ga zagotavljali doslej tudi v teh zaostrenih razmerah. V okviru kobilarne želijo organizirati lastno veterinarsko ambulanto, kar pa ta trenutek ni mogoče. Mi smo precej omejeni tudi z zakonom o kobilarni Lipica.
Recimo en tak velik problem je, in pa recimo zakon o veterini, ne, ki nam prepoveduje, da ima Kobilarna Lipica, bom rekel, nek unikum v Sloveniji, lastno veterinarsko službo, kar mislim, da je osnova sploh za neko normalno delovanje v prihodnosti. Mi smo zelo odvisni torej od zunanjih ponudnikov, ne. Imamo konstantno specialiste, veterinarske ambulante, ki nam izvajajo to veterinarsko skrbo. Jaz pa mislim, da bi z lastnim razvojem teh veterinarskih kadrov si zagotovili veliko višjo kakovost oskrbe, ne, in pa skrbi za naše konje, ne. Poslanstvo Kobilarne Lipica ostaja enako. Ne samo to, da je Kobilarna Lipica izvorna kobilarna in da je lipicanc naš avtohtoni konj, ampak seveda tudi to, da imamo kot rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, tudi nekatere obveznosti do ostalih rej, do ostalih kobilarn, če hočete, in da seveda to na vse zadnje ima določene konsekvence tudi v smislu urejanja razmer v kobilarni. Tokrat predstavljamo 4 pse, ki prebivajo v mariborskem zavetišču za živali. Potrebujejo nov dom in odgovornega lastnika. Gal je, bomo rekli, mešanec kot en španjel. Pri njem je malo občutljiv na določene dotike in tudi zna, bomo rekli, dominirati. Zaradi tega tudi potem nepredvidljiv. Hani je nemški ovčar, mešanec bomo bolj rekli. Je kar popadljiv do drugih živali, zna svojo pravdo tudi pokazati proti človeku. Smo spet tam, kjer je rabil posebnega lastnika. Pino, tale pa bomo rekli kar dominantni. In tudi on zna, recimo, če ga ne omejiš takoj in mu daš svoja pravila in omejitve, bo tudi on kar hitro prevzel vajeti. Kenny, tale pa sicer načeloma do drugih živali nima problemov, je pa do ljudi malenkost popadljiv. Se sicer še da spremeniti zadevo, ampak seveda spet smo tam, kjer rabi lastnika, ki bo natančno vedel, kako ravnati z njim. Vsi 4 se uvrščajo med nevarne pse, torej med pse, ki so že ugriznili človeka ali žival. Psi niso nikoli zlobni. Psi ugriznejo predvsem zaradi tega, ker se ponavadi hočejo rešiti določene motnje, določenega vedenja ljudi. Ponavadi je to, da ljudje delamo narobe s psom in pes se z zobmi brani, oziroma ne zna nam povedati, da mu to ni všeč, drugače pa z zobmi, recimo, ker je to že tako daleč. V Društvu proti mučenju živali Maribor verjamejo, da si Pino, Hani, Gal in Kenny zaslužijo še eno priložnost. V vsakem primeru si prizadevamo, da ti psi, ki so dobili oznako nevaren pes, čim prej najdejo nove primerne lastnike. Torej res primerne skrbnike, ki imajo neko predznanje, ki znajo ravnati z takim psom. To niso izgubljeni primeri, to niso psi, ki ti skočijo obraz in napadejo takoj v vsakem trenutku. Društvo novim posvojiteljem obljublja pomoč. K sodelovanju so povabili poznavalce vedenja psov, ki bodo pomagali pri rehabilitaciji psov v novem domu ter svetovali novim skrbnikom. Take pse se da prevzgojiti, je veliko dela. Nujno pa je, da imajo ti psi nagobčnike, da so skozi vedno pod kontrolo, da pazimo v okolju, da se slučajno ne bi zgodila kakšna nesreča. Lastnik takšnega psa se seveda mora zavedati dodatne odgovornosti, ki jo prevzema nase s posvojitvijo.
Upamo, da tudi Pina, Hanja, Gala in Kenija čaka dober dom z ljubečim in razumevajočim lastnikom. Naši štirinožni prijatelji so včasih lahko večje zvezde od dvonogih. Mi smo obiskali gledališkega igralca, labradorca Naja. Premierno je v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru nastopil leta 2006 v predstavi Hamlet stroj. Na odrske deske ga je popeljal njegov trener. Čez čas pa je dobil vlogo v Puccinijevi operi Toska, ki so jo prizorili v mariborski operi. To je bila sicer fejst naporna predstava tudi za njega. Saj je bil v 3 dejavnih prisoten, v enem celo sam na odru, tako da se je izkazal kot igralec. Kako so pa potekali treningi za te njegove vloge? Je bilo naporno? Smo hodili na treninge in Naja prepričevali, da je vedel, za kaj gre, z neko igro, z raznimi keksi in nekimi nagradami je on to vsekakor dobro se predstavil in navdušil publiko. Angažirali so ga pa v gledališču takole kot pravo zvezdo, s pogodbo in vsem. Ja, prva avtorsko pogodbo, sploh nisem mogel verjeti, da je to možno za živali napraviti. Leta 2007, ko sem prišel tja in se pogovarjal, kako bi to predstavljali, so mi rekli, seveda to bo avtorska pogodba, ki se zavezuje, da zdaj on ne more nikjer druge več nastopati ali karkoli, to je kot kakšni igralci. In potem, ko sem jaz to prebral in se zavedal, kaj je v resnici naj je, sem rekel, to pa ni več šala mala, ampak to se že gre za res. Na gostovanju v Zagrebu je navdušil tudi tamkajšnjo študentko. Ko je videla, da kaj je on sposoben v enem predstavi napraviti, je o njemu tudi del diplomske naloge napisala. Ob otvoritvi mariborskega azila je Naj županu Kanglerju predal ključ, ga pozdravil in mu s taco segel v roko. Ampak moram zdaj pa to takoj povedati, da ni se najbolj posrečilo, je prinesel ključ, ampak z vadbo in treningi je bilo to dosti boljše kot v samem dejanju na otvoritvi. Čeprav je pa potem tudi gospoda Kanglera pozdravil z taco, mu predal ključ in tako naprej. Ampak ta množica, ki se je zbrala na otvoritvi in druge živali, so bile vseeno malo moteče za njega. Kljub temu, da se je njegova igralska kariera zaključila, z Najem ravnajo kot s pravo zvezdo. On ni čisto navaden pes, ampak on je v bistvu otrok mene in moje žene, ki nimamo otroka in v njem ne vidimo zdaj otroka, ampak je del popolnoma enakopraven član družine in temu tudi prilagajamo, vse stvari se sučijo okrog njega kot okrog otroka. Z nami hodi na morje, z nami hodi na smučanje, tako da je v bistvu res družinski član.